Natančneje se bomo družili od 18. do 20. novembra v Termani park Laško. Zadaj vidite, spet se nam obeta zelo pestro tridnevno dogajanje. Nekatere prireditve, ki se bodo odvile, so plenarni dan Dnevov slovenskega turizma in pa svečana prireditev s podelitvijo najvišjih priznanj z področja turizma. Potem 71. gostinsko-turistični zbor v organizaciji Turistično-gostinske zbornice Slovenije, strokovno srečanje gostincev s podelitvijo priznanj v organizaciji Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Moja dežela in srečanje turističnih društev v organizaciji Turistične zveze Slovenije, dogodek IT Tour v organizaciji STO in pa JRE Akademija. Osrednja tema letošnjih dnevov slovenskega turizma je turizem z načrtom za gostoljubno in trajnostno prihodnost. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Letošnje strokovno srečanje, ki bo potekalo prvi dan Dnevov slovenskega turizma, bo v znamenju nove zakonodaje, trajnosti, kadrov. Še posebej bomo dali poudarek mladim, novim generacijam in prenovi projekta Gostilna Slovenija. Veseli nas, da smo v podpori Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter Slovenske turistične organizacije prenovili blagovno znamko Gostilna Slovenija. Odzivi gostincev in ostalih so zelo pozitivni, saj se za blagovno znamko zanimajo že novi člani, ki želijo pristopiti k projektu. Gostincem bomo na srečanju zato predstavili tudi novosti blagovne znamke, zeleno shemo in zavezo za izločitev plastike. V program strokovnega srečanja smo umestili tudi aktualne spremembe predpisov, med njimi za gostince pomemben predlog novega zakona o gostinstvu. Izmenjali bomo tudi izkušnje iz prakse pri trajnostnem upravljanju poslovanja. Velik poudarek bomo dali tudi gostinskim lokalom, ki jih prevzemajo nove generacije, zato bomo na srečanju poseben poudarek namenili tudi kadrom in novim tehnologijam. Vsekakor se pa zavedamo, da v panogi gostinstva in turizma smo na prvem mestu še vedno ljudje. Zato smo zelo ponosni, da gostinci s svojimi najbližjimi in zaposlenimi vsakodnevno prispevajo pomembne kamenčke v mozaiku bogate gostinsko-turistične ponudbe Slovenije s pridihom tradicije. Hvala.